Ste se kdaj vprašali, kam gre vaš denar takoj, ko ga prejmete? Dobite plačo in preden se zaveste, se zdi, da kar izgine kot po magiji. Kaj pa, če vam povem, da obstaja način, kako narediti, da vaš denar dela za vas, namesto da bi kar preprosto izginil? V tem videu bomo razkrili nekaj super cool skrivnosti, o katerih večina ljudi ne ve, ko gre za upravljanje denarja. Še posebej, kaj storiti takoj, ko prejmete svojo plačo. Ste pripravljeni izvedeti ta trik, s katerim nikoli več ne boste ostali brez denarja? Potopimo se v to. Torej, pravkar ste prejeli svojo plačo. Super, ampak počakajte. Preden začnete vse porabljati, je nekaj res pomembnega, kar morate najprej narediti. To je kot pri igranju videoigre, kjer morate načrtovati svoje poteze, preden začnete. Prva stvar, ki jo morate narediti, je, da se ustavite in naredite načrt za svoj denar. Pomislite na svojo plačo kot na pico. Ne bi je kar pojedli cele brez rezanja na rezine, kaj ne? Vsaka rezina predstavlja del vašega proračuna. Nekaj za prihranke, nekaj za porabo, za stvari, ki jih potrebujete in morda še malo za zabavo. Prva rezina, ki jo morate vedno vzeti, je za prihranke. To je kot da najprej plačate sebi. Strokovnjaki priporočajo, da prihranite vsaj 20% svoje plače. To je denar, ki ga prihranite za svojo prihodnost, kot varčevanje za nekaj velikega, na primer za kolo ali celo za študij. Zdaj, ko ste prihranili del svoje plače, je čas, da naredite proračun za preostanek. Proračun je le načrt, ki vam pove, kako porabiti svoj denar. Pomislite nanj kot na zemljevid za vaš denar. Brez njega se lahko izgubite in porabite več, kot bi morali. Najprej navedite vse stvari, ki jih morate plačati, kot so hrana, najemnina ali šolske potrebščine. To so vaše potrebe in te naj bodo na vrhu vašega seznama. Nato razmislite o stvareh, ki si jih želite. To so vaše želje, kot so igrače, videoigre ali izhodi s prijatelji. Vendar ne pozabite, da želje pridejo po potrebah, zato poskrbite, da imate dovolj denarja za pomembne stvari najprej. Ko ste navedli svoje potrebe in želje, je čas, da dodelite svoj denar vsaki kategoriji. Če vam po pokritju potreb ostane denar, ga lahko porabite za svoje želje ali prihranite več za nekaj posebnega. Vendar se vedno držite svojega proračuna, da ne boste ostali brez denarja pred naslednjo plačo. Ustvarjanje proračuna je zelo pomembno, vendar je držanje tega proračuna tisto, kar ga resnično naredi učinkovitega. Včasih stvari morda ne gredo točno po načrtu, morda se zgodi kaj nepričakovanega, kot je pokvarjen telefon ali nenapovedan šolski izlet. Ko se to zgodi, ne paničarite, samo prilagodite svoj proračun. V redu je, če premikate stvari, dokler še vedno varčujete in pokrivate svoje potrebe. Če ugotovite, da vam denarja vedno zmanjka, natančneje preglejte svoje stroške. Morda obstaja način, kako porabiti manj za želje ali najti cenejšo alternativo za eno od potreb. Ne pozabite, cilj je, da ne prekoračite proračuna in da vedno imate dovolj za prihranek. In to je to. Z upoštevanjem teh preprostih korakov lahko zagotovite, da vaš denar zdrži dlje in dela bolj učinkovito za vas. Samo ne pozabite, najprej prihranite, načrtujte s proračunom in se ga držite. Na začetku se morda zdi težavno, vendar bolj ko vadite, lažje postane. Hvala za ogled in ne pozabite všečkati tega videa in se naročiti za več nasvetov, kako upravljati svoj denar kot profesionalec. Zdaj pa pojdite ven in poskrbite, da bo vaš denar delal za vas. Kdo ve, morda boste nekega dne imeli dovolj, da kupite nekaj res cool, kot je nova igralna konzola ali celo začnete svoje podjetje.